Rolka. Dogodek, ki povezuje šport, glasbo in zabavo, se je letos prvič odvijal na Bledu. Jezersko promenado so tako za en dan zavzeli rolkarji. Izhajamo iz skate tekmovanja. Prej smo 6 let delali čisto samo to v Kranju. Letos smo prvič, 7. leto na Bledu in ker smo na novi lokaciji, je tudi smiselno, da smo malo dodali vsebine. Dogodek so otvorili dobesedno na jezeru, skupaj z domačini in aktivisti Balkan River Defense, največjo evropsko akcijo za ohranjanje divjih rek. Namen ozaveščati ljudi, koliko slabi pa nepotrebni so jezovi. Hočejo narediti 3000 jezov med Slovenijo in Grčijo, od tega 120 v Sloveniji. In v bistvu bi radi samo povedali, da je to skrajno nepotrebno in da gre večinoma za pranje denarja ali pa za kovanje velikih profitov za posameznike. Mi kot civilna družba, dajmo reči kajakaši, skejterji, pletnarji, kdorkoli, bi pa samo radi povedali vodilnim, da nam to ni všeč in da v demokraciji zahtevamo, da tega ne naredijo. Kajakaši so v akciji Skupaj za reke prvič združili moči z rolkarji. Preden pa so rolkarji v roke vzeli svoje retro deske in začeli z izvajanjem trikov, so posebno zlato rolko podarili tudi županu občine Bled Janezu Fajfarju. Pogosto slišimo, da je na Bledu premalo dogodkov, ki bi pritegnili mlade. Zato so v klubu radovljiških študentov veseli, da jim je rolko uspelo pripeljati v ta pravlični ambient. Jaz sem se čist po naključju srečal z enim od prejšnjih organizatorjev in so se malo zgovarjala, koliko se kaj dogaja na Bledu, v bistvu, koliko se ne dogaja za mlade. Ne? In potem prišla na idejo, da bi se ta projekt predstavil na Bled, ker je tudi prizorišče majčkeno bolj primerno za razvoj samega dogodka in od tistega pogovora sem se še nekajkrat slišala, so oba rekla, ja, to je to, smo se začeli dobivati, tudi na projektu delamo po moje že od septembra lansko leto. Tako da sem zelo vesel, da smo danes le, da je šlo vse skozi po planu in upam, da bo vreme zdržalo, da bodo ljudje zadovoljni in ja, to. Vreme je zdržalo in tako tekmovalci kot obiskovalci so se več kot očitno zabavali. Otroci so ustvarili na delavnicah in svoje rolkarske spretnosti prvič preizkusili v šoli rolkanja. Tule pred nami pa en tak mali poligon, ki je namenjen otrokom, za katere smo pripravili brezplačne šole urbanih športov, natančneje rolkanje pod vodstvom naših kompetentnih učiteljev. Predvsem pa je tu namen, da si otroci sposodi naše rolke in čelade, pa se spoznajo z rolko in se malo poigrajo. Nekateri pa tudi naučijo že prve trike. Komaj 8-letni Maj več kot očitno na rolki ne stoji prvič. Skejta že 3 leta in pokazal nam je trik, na katerega je najbolj ponosen. Da počepnem, primem rolko in skočim. Prijatelja Rok in Vijan obožujeta skejtanje. Všeč mi zaradi tega, ker si prost na rolki, lahko delaš karkoli, naprimer. Pa tudi tle dosti hribov na Bledu, naprimer Podhom in se tam voziš na downhill pa take stvari. Ja, isto, pa tudi adrenalin, ko dobiš, je tudi fajn, ko greš dol po hribih, je čist. Razen takrat, ko padeš, takrat pa ni fajn. Rok je celo sam izdelal čisto pravo rolko. Skejt je Žanov sopotnik že nekaj let, sedaj pa je nad rolkanjem navdušil še Barbaro. Kaj pa je pa tisto prva stvar, ki si jo recimo njo naučil? Se voziti. In to zdaj obvlada, kaj pa bo zdaj naslednja? Da bo se naučila olje, da bo skočila. Počas. Svojih začetkov se dobro spominja tudi Dalaj Egol, ki pri nas velja za očeta skejt kulture. Meni se je začel pa vse skupaj v osnovni šoli, to je pa v 80-ih, v bistvu. In na začetku so bile plastične jagrice, pa kasneje smo si pa te pravi skejte kupili že. Ampak to je trajalo 15 let vmes. Tako da ja, zanimivo to v Sloveniji. Takrat je bila še Jugoslavija in je bilo povezano to z odhodi v Italijo, v Avstrijo, ker v Sloveniji teh trgovin še ni bilo. Tako da v 90-ih se je pa še pri nas začelo tudi poslovno. Tako da zdaj pri nas je pa končno na svetovnem nivoju tudi skatepark v Gorici, tekmovanja so na svetovnem. Slovenci zelo dobro skejtajo. Tako da ta šport se je neverjetno dobro razvil. Za nekatere je skejtanje kultura in slog življenja, spet drugi so se na promenadi ustavili zaradi radovednosti in dobrega vzdušja. Po eni strani je to zelo kreativen šport, kljub temu, da je malo nevaren, ampak je individualen in je prijateljski. Tako da v bistvu imaš to oboje, ker razlika pri fuzbolu je zmeraj rabiš vsaj 10 frendov, pa še nasprotno ekipo, da odšpilaš. Ali pa recimo v košarki, zmeraj rabiš 2 ekipce, dobro.
Ne. Tle pa tak, ne, lahko sam ustvarjaš, ne, in pol treniraš, pa prideš pa s frendi okoli, pa se malo pokažejo stvari, pa tako. Tako da je tako zelo razširjen šport in se ga, kot pravim, izvaja lahko samostojno in množično. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. Na Bled so pripeljali več kot 100 otrok iz socialno ogroženih družin, ki so uživali v celodnevnem zabavnem programu in na tekmovanju glasno navijali za svoje favorite. Tekmovalci so se preizkusili v 3 panogah. V slalomu in tapkanju je tekmovalo 13 ekip, med njimi ena iz sosednje Hrvaške. Kaj je pomemben recimo pred takim tekmovanjem, kako se pripravaš? Midva sva tako to vzela, da malo bolj za zabavo, no. Ampak pripravaš se, ne vem, prideš, pofuraš, itek si že ufuran, prej v skateu smo fanatiki, a ne teh športov, tako kot so skate, surfanje, vajkanje. Tako da letos bolj za zabavo, pa da bi ful zdaj kle bilo neki. Prav ni nobenega pritiska. Ne, daleč od tega. Zabava in druženje. Zabava in druženje. Najprej je sledilo ogrevanje, nato je šlo zares. Hippie jump, ena od disciplin, je bila letos zares posebna, saj so s preskakovanjem letvice z vožnjo na rolki poskušali podreti Guinnessov rekord. Največ pozornosti pa je pritegnila plavajoča klančina na jezeru, kjer so tekmovalci izvajali svoje trike. A to še ni bilo vse. Zabava na promenadi se je nadaljevala s podelitvijo nagrad, tombolo in skupino Koala Voice. Z gotovostjo lahko rečemo, da je prva blejska rolka uspela. Bled potrebuje več takšnih dogodkov in upamo lahko le, da se rolkarji na promenado pripeljejo spet naslednje leto.